Otroci, ali verjamete v zmaje? Pa bi morali. Na Kozjanskem je namreč prebival hudobni zmaj, ki je Kozjancem kradel živino in v nočeh zanetil marsikakšen ogenj. Pa se sprašujete, ali ta zmaj še živi? Potem prisluhnite danes pravljici z naslovom Pastir in zmaj našega domačina Uroša Kolarja. V času, ko so v naši deželi vladali graščaki, škratje, čarovnice in vile, je med kozjanskimi griči prebival deček po imenu Karlo. Bil je sirota, ki se je preživljal s tem, da je pasel koze. Ker je bil dobrega srca in pridnih rok, je pogosto priskočil na pomoč okoliškim kmetom, ki so pridelovali hrano na odročnih in samotnih kmetijah. Edino bogastvo, ki ga je deček imel in poznal, so bili svoboda, nekaj koz in skromna pastirska hiška. Karlo je najraje pomagal skrivnostni in osamljeni ženici, ki so jo družbo delali le pes, mačka in nekaj koz. Sicer prijazni Kozjanci pa so se ženici radi posmehovali in jo celo razglasili za lažnivko, saj ljudem često pripovedovala, da jo je nekoč napadel zloglasni zmaj, ki je tedaj lomastil po Kozjanskem in ljudem kradel živino. Menda je v nevihtnih nočeh večkrat iz čiste zlobe in hudobije nalašč zanetil ogenj, samo da je lahko škodoval in nagajal ljudem. Nekega dne se je starka zaupala pastirčku, rekoč: Veš, Karlo, ljudje se mi smejijo, ampak povem ti, da je nenasitni zmaj neke noči res prišel nadme in v svoj brlog odnesel 3 moje koze. Verjemi, dragi fantiček, to, kar ti pripovedujem, ni legenda. Zlovešči zmaj prav zares obstaja. Oklep iz lusk, ogromni rogovi, strašne oči, ogromna usta, iz katerih švigajo ognjeni zublji in dolg rep. Povem ti, da sem točno takšno pošast videla na lastne oči. Ko sem zmaja ugledala, sem začutila strah v kosteh, a sem kljub grozi in bojazni za svoje življenje zbrala pogum in začela odganjati koze, da jih zmaj ne bi dosegel. A je takrat zmaj napadel še mene. Gotove smrti me je rešila prijazna zmajevka, ki se je naenkrat znašla med zmajem in mano. V peklenski bitki je zmaj zadal nekaj globokih ran, da se je zvijala od groznih bolečin. K sreči sem imela v hiši še nekaj zeliščnih maziv, ki so mi jih poklonili patri iz Olimja, in ko sem zmajevki namazala globoke rane, so čudežno izginile. Karlo, zdaj veš, da obstajajo tudi dobri zmaji. Kam pa je zbežal močno okrvavljeni in hudo ranjeni hudobni zmaj, pa žal nihče ne ve. Slišati je bilo le govorice, da je klavrno in poraženo strmoglavil med vinograde, je še dodala starka. Karlo je ženici verjel in je njeno zgodbo delil s prijatelji. Ti pa so ga zasmehovali, češ, da je lažnivec, kot starka, ki si je verjetno vse skupaj lepo izmislila. Karlo je bil žalosten. Ljudje niso verili starki ne njemu, zato je stekel med koze in jim zaupal starkino zgodbo. Medtem, ko je Karlo pripovedoval, so koze mirno žvečile travo in imel je občutek, da so verjele njegovi pripovedi. Še vedno s kančkom žalosti v očeh je utrujen legel v posteljo, pričakal lunin sij in zaspal. Po noči pa ga je zbudil nenavaden zvok. Ni vedel, ali sliši sovo, ali se oglaša srnjat, morda celo medved. Pomislil je, da mogoče sanja, pa ni. Na nebu je zagledal zmajevega mladička, ki se je učil leteti. In Karlo je takoj zaslutil, da je mladi zmaj v težavah, saj je imel premalo razvita krila in jih nikakor ni uspel obvladati v zraku. Nenadoma je z veliko hitrostjo nesrečno strmoglavil v bližnji gozd. Karlo se ni obotavljal, ampak nemudoma odhitel v gozd in začel iskati zmajčka. Čeprav je bil prestrašen, ga je želja po srečanju z zmajem pogumno gnala v gozd. Preiskal je vsak kotiček temačnega gozda in šele ob jutranji zori, ko so pričeli sončni žarki iz gričev prodirati skozi veje dreves, je Karlo našel zmajčka. Mladiček je bil precej boječ in je, čeprav prestrašeno in nezaupljivo, sledil Karlovim kretnjam. Karlo pa je zmajčka pogumno pobožal in ga nagovoril. Pozdravljen, zmajček, ker si priletel iz smeri rudnice, te bom poimenoval kar Rudi, velja? Zmajček je zadovoljno prikimal. Karlo je opazil, da ima Rudi poškodovano krilo in se takoj odločil, da bo poškodovanega zmajčka pospremil do starke,
saj je bil prepričan, da je edina, ki lahko zaupa in bo zmajčku zagotovo pomagala. Med dobrosrčne, marljive in delovne kozjance je v naslednjih dneh švignila novica, da se je v njihovo deželo povrnil zmaj. V strahu za svoje življenja, imetje in živali so še isti dan sklicali vaški zbor. Medtem so v gozdu našli tudi neobičajne in neprepoznavne sledi stopinj. Začeli so se spraševati, če je mogoče, da zmaj res obstaja in ne živi le v legendah. Odločili so se, da bodo na pomoč poklicali vojščake celjskih grofov in bodo s samim Friderikom na čelu dodobro preiskali kozjanske griče in odkrili, če se kje skriva zmajeva pošast. Ko je Karlo slišal, kaj nameravajo vaščani storiti, se je takoj odločil, da je treba zmajčku hitro poiskati primerno skrivališče. Rečeno, storjeno. Rudija je skril bližnjo vrtačo, ga pokril s praprotjo in listjem, sam pa odhitel na sestanek vaškega zbora. Tam je ljudem postregal z lažjo, da je on tisti, ki je odtisnil neznane stopinje v gozdu, da bi odtlej ljudje verjeli starkini zgodbi, da zmaj res obstaja. Vojščaki so ga za njegovo prevaro želeli kaznovati in ga vreči v ječo. Takrat pa se je oglasil vitez Friderik Celjski rekoč: "Ne storite dečku nič žalega, pustite otrokom živeti sanje. Če pa je legenda o zmaju resnična in če je kdo med vami, ki pozna pot do zmajevega brloga, mu v zameno za informacije podarim malho zlatnikov," je še dodal in odjeznil v neznano. Karlo je novico o vitezovi ponudbi, če izda Rudija in dobi kup zlatnikov, takoj zaupal starki, saj je pomislil, da bi s tem zlatom oba starko lahko dobro živela, si privoščila lepši dom, nova oblačila in imela dovolj hrane do konca svojih dni. Ženica pa mu je odvrnila: "Karlo, kozjanski kmetje smo pošteni ljudje in ker te dobro poznam, vem, da tega ne boš storil, saj z občutkom krivde izdaje ne boš zmogel živeti. Stori, kot veleva tvoje dobro, skromno, pogumno in pošteno srce." Kot rečeno, tako storjeno. Vojščaki so počasi odšli, pastir in starka pa sta Rudijo na skrivaj pomagala, da je počasi okreval. In napočil je dan, ko je bil zmajček pripravljen, da svobodno poleti. Še v mraku so se pripravljeni na vzlet, ko se je iznenada prikazala zmajevka. "To si vendar ti! Rane so se zacelile!" je veselo vzkliknil Karlo. In prav ta zmajevka, ki je rešila starko pred zlobnim zmajem, je bila Rudijeva mama. Karlo je zajahal Rudija, zmajevka mu je pomagala vzleteti in skupaj so prileteli kozjansko. Kje se še dan današnji skrivata Rudi in zmajevka, ostaja skrivnost. Zanjo vesta le Karlo in starka. Ni pa skrivnost, da prav zaradi Karlovih koz in zmaja imenujemo pokrajino Kozmajsko oziroma Kozjansko. Po noči ob soju lune in zvezd pa le poglejte v nebo. Morda tam opazite Karla in Rudija, a tega nikomur ne povejte.